Varnostni pas je danes toliko standardna oprema pri avtih, da sem bil zadnjič prav presenečen nad tem, koliko kazni je bilo lani izrečenih v Sloveniji, ker ga potniki niso uporabljali. Več kot 24,000. In tudi letos, ko se leto še niti ni dobro začelo, ni nič bolje. 4 osebe, ki so izgubile življenje na naših cestah, niso bile pripete. V lanskem letu jih je bilo 16, v letu 24 samo 4, tako da se dejansko trend očitno ponavlja in upamo, da se bo nekako ustavil, da bo ta nacionalna preventivna akcija dosegla svoj namen. Poleg preventivne akcije, v kateri policija preverja pripetost potnikov, so najboljši takšni dogodki, ko vzgajamo že otroke. Zato ima pasovček še toliko bolj pomembno vlogo pri nas. Največji uspeh pasovčka je to, da postanejo otroci glasniki prometne varnosti, oziroma so otroci tisti, ki opozarjajo starše na to, da je potrebno biti pripet v vozilu na vsaki poti, tudi najkrajši, da jih opozorijo, če sami niso pripeti ali pa če se starši ne pripnejo. Mi se ves čas hecamo, da se niti odpeljati več ne znamo, če se prej ne pripnemo. Pa tudi tole opozarjanje, ki ga mora danes vsak avto imeti za vse sedeže, postane toliko tečno, da se pač pripneš. Sicer ne takole med vožnjo, se je vedno treba že pred vožnjo. In če mi gredo skoraj vsi moderni opozorilniki v avtih danes na jetra, mi ta ne gre, ker je dejansko koristen. Mogoče je razlog tudi v tem, da imamo pri nas že dokaj star vozni park in vsi avti še nimajo tega opozorilnika. Povprečna starost avta je pri nas danes dobrih 11 let. Pazite to, leta 1992 je bila pa manj kot 7 let, ampak takrat so bili drugačni časi in avto je bilo veliko manj na cestah. In ne pripenjamo se zaradi policistov, zaradi sebe se. Ja, res je. Pri hitrosti do 30 km/h se naša masa poveča za 7 do 8 krat, pri 50 km/h pa že celo za 25 krat. Kar pomeni, da če si težek približno 80 kg, pri 30 km/h trčiš v sprednje vozilo, če si zadaj z maso 600 kg, pri 50 km/h pa že z več kot 2 tonami. Kar pomeni, da ne tvoje telo, ne telo tistega, ki sedi pred tabo, tega ne more zdržati. Jaz sem pri 90 km/h težek že dobrih 7 ton. A si predstavljate, s kakšno silo potem poletimo potnika pred sabo, če nisem pripet? Oziroma, zdaj veste, zakaj potnik s tako lahkoto prebije šipo ob trku in poleti ven. Varnostni pas v bistvu pri vseh ciljah, ki delujejo pri trku, nas zavaruje, da ne preletimo, v bistvu ne udaramo v volan, v vetrobransko steklo. S tem pač so manjše poškodbe, velika verjetnost za manjše poškodbe, kot pa pri tistih, ki ga ne uporabljajo. Kaj pa sploh je varnostni pas? Najbolj ga poznamo iz leta 1959, ko je švedski inženir Niels Bohlin razvil moderni 3-točkovni varnostni pas za Volvo. 1, 2, 3 točke. In potem je kmalu postal serijska oprema vseh njihovih avtov, zatem pa še ostalih. Za primerjavo, v letalih je bil obvezen že leta 1928, ampak tam je večinoma ostal 2-točkovni. Pri nas je že dolgo obvezna uporaba varnostnih pasov na vseh sedežih, tudi na avtobusih. In takšen mini kombi, ki ga lahko obrtniki uporabljajo za svoje delo, potem pa tudi za prevoz družine, ko je potrebno, ni čisto nobena izjema. Vsak sedež ima svoj varnostni pas, evo, tudi talega ima tale odzadaj. In vsak potnik mora biti vedno pripet. Evo, tale je tudi 3-točkovni, Mogoče niste vedeli, da mora biti potnik tukaj spredi visok vsaj 140 cm oziroma med 36 kg, da lahko uporablja ta sedež brez vsega. Sicer je obvezen otroški sedež ali pa takšen jahač, da ga potem malo dvigne, Pas ne sme nikoli takole čez vrat, ker je oster in ne bom razlagal, kaj se zgodi ob trku, Tako mora vedno lepo jeti čez ramo, tukajle, in zato je pomembno, koliko je otrok visok. So pa tudi pozitivne stvari. Ljubljana je bila lani edino glavno mesto v Evropi z nič smrtnimi žrtvami na cestah, kar je res lep dosežek. Veliko delamo res na preventivi, veliko delamo na izboljšanju infrastrukture, smo tudi mesto, ki ima praktično največ ulic z 30 na uro v Evropi. Tako da to so vse neki ukrepi zmanjševanja hitrosti, predvsem tudi okoli šol, okoli vrtcev, in to pripomore k temu, da pravzaprav vozniki bolj previdno in počasneje vozijo in s tem tudi povzročajo manj nesreč. No, dajmo se pripenjati. Res ni tako težko. Klik. Sploh slaba statistika pa je bila lani med motoristi. Če štejem še kolesa z motorjem, jih je kar 30 umrlo na naših cestah. In tukaj žal ne morem reči, da se pripenjajte. Največ lahko naredite s previdno vožnjo in urejeno glavo. Lahko pa vam pomaga tudi aplikacija. Tako, drži.
S tem, ko uporabniki snemajo svoje vožnje, aplikacija namreč tudi beleži, kje prihaja do mogoče nekoliko prekoračitve dovoljenih hitrosti, do sunkovitih pospeševanj, zaviranj, voženj ovinek. In ker imamo mi te podatke, potem ko smo jih popolnoma anonimizirali, se lahko tudi izkaže, da na nekaterih cestnih odsekih prihaja do povečane gostote teh, bomo rekel, tveganih manevrov, in te podatki so seveda lahko vsem nam v pomoč pri izboljšanju prometne varnosti. Naši podatki so pokazali, da je starostna skupina najmlajših voznikov, torej od 15 do 19 let, so dokazano manj tvegani, potem po 20. letu pa ta tveganost začne nekoliko naraščati, se pa potem z starostjo vozni slog umirja, načeloma postajamo manj tvegani, izjema pa je starostna skupina ljudi med 70 in 74 let, za katere smo opazili, da vozijo nekoliko bolj dinamično oziroma tvegano, predvsem pri pospeševanju. Pazite, ker so ceste še hladne, zjutraj tudi vlažne, veliko je kamene na njih, cel kup pasti vas čaka, tako da varno tudi za balanco.